Jure Poglajen pa se 10. avgusta znova odpravlja na grški otok Lesbos, kjer bo v okviru slovenske zobozdravstvene odprave en teden oskrboval begunce v centru Moria. Skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije smo ustanovili poseben projekt, ki smo ga imenovali Slovenska zobozdravstvena odprava oziroma Slovenian Dental Mission, in zdaj pošiljamo že drugo ekipo na otok Lesbos v tamkajšnjo prirejeno zobozdravstveno ordinacijo, kjer bomo oskrbovali begunce v begunskem centru Moria. Poglajen je bil letos pomladi že tam, s kolegico sta oskrbela tudi do 40 pacientov na dan. Pričakuje, da bo število tudi tokrat podobno. Sicer pa je ustanova Državljani sveta lani izvedla humanitarno akcijo Otroci sveta, ki je bila namenjena zbiranju denarnih sredstev za nakup otroških vozičkov za otroke v prav tem begunskem centru na Lesbosu. Zbrali smo denar za točno 411 otroških vozičkov, ki smo jih tudi lastnoročno razdelili pomoči potrebnim v begunskem centru Moria. Tako je, ja. Vsak konec novembra in začetek decembra pa pozornost posvetijo starejšim občanom. Zanje pripravijo podobno kampanjo, kot je trenutna za otroke iz socialno ogroženih družin. Takrat pa zbiramo božična oziroma novoletna darila za starejše občane v občini Brežice, ki prav tako prevzame lokalni CSD in pravično razdeli. Starejšim je namenjena tudi akcija Polepšajmo jesen, ki so jo začeli spomladi in junija v Ljubljani pripravili dobrodelno prireditev. Tokratno humanitarno prizadevanje želijo usmeriti predvsem v umetnost, kulturo, družabnost, zabavo in udobje, do katerih socialno ogroženi starejši težko dostopajo. Ni dovolj samo to, da so siti in da so na tople, morajo tudi nekako kvalitetno preživeti svoje tretje življenjsko obdobje. In to je ta naša hrana za dušo, katero zbiramo denar, da jim podarimo recimo odhod v kino, v gledališče, na bazen, k frizerju. Gre pravzaprav za drobne in samoumevne stvari, dodaja Poglajen. Akcija Polepšajmo jesen še poteka in se bo sklenila septembra s predstavo Večno mladi v SNG Maribor.